Nekdaj so konji nosili veliko večji pomen za preživetje posameznika. Ljudje so jih uporabljali kot prevozno sredstvo, pomoč pri obdelavi zemlje in kot zveste spremljevalce na poti v boj. Danes se vloga konja vedno manj udejstvuje v tej luči, konj pa je v večji meri ostal naš prijatelj. Te čuteče in nadvse zmogljive živali pa vsako leto na 26. december na Koplenku doživijo žegnanje za njihovo zdravje in dobrobit. Običaj žegnanja konj je nastal že v 18. stoletju, danes pa ga ohranja prostovoljno gasilsko društvo Koplenk. Gospod Davorin, koliko časa je že ta običaj žegnanja konj? Drugače je to že precej star običaj, recimo že pred stoletji bil, samo po nekako začetek 20. stoletja je to zamrl in se zdaj spet leta 1990 se je spet to oživilo, pa se je začel spet to, tako da že 28 let zdaj. Na kakšen način pa ste obudili to tradicijo na novo? Ja, to je pač na željo posameznih konjenikov, pa tudi nekako se je v teh letih spet to konjeništvo ratalo popularen. Zakaj je pa to žegnanje tako pomembno za konje? Kakšen je pomen žegnanja konj? Ja, to pač lastniki za zdravje nekako konj pa to, ker danes tudi recimo ljudje imajo konje bolj tako za luksus, rečemo, včasih je bil pa konj zelo pomembna žival za delo, ne, na poljih, v gozdu pa tako. Konje žegnajo pred cerkvijo svetega Štefana, ki je zaveznik konj. Po legendi naj bi sveti Štefan s križem ukrotil divjega konja, s čimer je po pisani besedi Nika Kureta v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji. Tradicija še vedno privablja veliko okoliških lastnikov konj ter mnoge obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Zakaj ste danes prišli sem žegnati svojega konja? Zaradi tradicije pa zdravja konja za cel let. Kaj pa vam pomeni vaš konj? Ja, vse. Zato jih tudi imamo. Del življenja so. Da bo cel let zdrav, za srečo, pa tudi to je pač en praznik, ki se spodobi, da se ga še vseeno ohranja. Kaj pa ti pomeni tvoj konj? Ja, vse na svetu. S kje pa ste prišli danes, gospod Jan? Smo prišli kar tukaj gor, iz sela gor čez Savo in tukaj dol zelo blizu imamo. No. In se vsako leto doživljamo tega svečanega dogodka, svetega Štefana. In pač mi te tradicije, da pač pridemo pokazati naše svoje lepotice. Ja. A pa je to edini lepotec, ki ga imate doma? Imam še kaj druge stvari, druge se skrite, a ne, to ne bi danes govoril o tem. Je pa v bistvu je mama, sin dvoletnik, tako da sem kar ponosen na to. No. Kaj pa vam pomeni vaš konj? Moj konj, kaj mi pomeni? Bi rekel, obveznost. Obveznost po delu, o prostem času in tudi živim s tem. No. Težko je opisati, ker to moraš čutiti. No. Konji so žegnali tudi po drugih slovenskih krajih. Tradicionalni dogodek pa vedno spremlja maša, obenem posvečena tudi državnemu prazniku ob dnevu samostojnosti.